Dobrodošli v novi oddaji Billy's Voice podcast. Dober dan, dolg časa se nismo videli, slišali. Saj me poznate, Egidi Kozjek, podpredsednik društva Billy's. V zadnjem času smo se ukvarjali z pravnimi reševanji naših prijateljev, članov. In zdaj bi vam rad predstavil zgodbo o izvršbah, ki smo jo mi imeli. Izvršba se je dogajala, pristojno je bilo Okrajno sodišče v Ljubljani, centralni oddelek za verodostojno listino. In zadeva je taka, da vam predstavim, kaj je izvršba. Šlo je za blef, toliko na kratko, šlo je za blef in smo imeli kar nekaj stroškov in poti, da smo zahtevali soočenje na sodišču, in ko smo to zahtevali, je upnik umaknil blefirano terjatev. In v bistvu tle gre tudi do 300 evrov stroškov samo za pritožbo za sodno takso. Sodišče sploh ni zahtevalo dokumentov, pogodb od upnika, da na podlagi katerega bi terjali, v tem primeru našega člana, mojega prijatelja. Tako da smrdi po mafijski organizaciji in seveda v tem primeru je štango držala prav sodišče. In smo imeli stroške in mafija je potegnila nazaj. Nič ni imela za izgubiti. Zmislila si je primer, v tem primeru je bilo več kot 3000 evrov, v 8 dneh smo se mogli pritožiti, plačati takso 300 evrov. Zdaj, in ko smo to zahtevali soočenje na sodišču, da prinese sploh katero pogodbo, ker ni bilo nič nam znano, kaj bi sploh lahko bili komu dolžni, so se umaknili. Stroške je imel sodišče, stroške smo imeli mi, ta blef mafijski je pa pobegnil, pač ni imel kaj izgubiti. Ali bojo dobili 3000 evrov, ali pa naj jo nič dobili. Zdaj pa, da vam dam malo pravnega vpogleda. Izvršba je postopek, ki se uporablja za uresničevanje sodnih odločb in izterjavo dolgov. V tem primeru ni bilo dolga, ampak je bilo izmišljeno. Blef, to je nekaj novega v Sloveniji, smo zdaj najdeli, da se pač tudi vrhovno oziroma tle je bilo Okrajno sodišče, pač ne skrbi za človeka, ki ne bi bil dolžen, ampak skrbi za tistega, ki si je izmislil dolg. To je grozno meni. Grozno mafijsko zadeva. No, zdaj pa, da vas malo poučimo. Izvršba je postopek, ki se uporablja za uresničevanje sodnih odločb in izterjavo dolgov. Gre za pravno sredstvo, ki omogoča izvajanje sodnih ukrepov za uresničevanje pravic in obveznosti določenih strank v sporu. V tem primeru sploh ni bilo ne stranke, ne dolžnika, ampak je bilo izmišljena terjatev. Izvršba se uporablja, ko dolžnik ne izpolni svojih obveznosti, ko ne plačaš položnic, kot za plačilo denarne terjatve ali izpolnitev drugih obveznosti, kot je izročitev določenega premoženja. Postopek izvršbe se začne na podlagi izvršilnega naslova, ki je lahko pravnomočna sodna odločba, vejica, izvršilni naslov v obliki notarskega zapisa ali drug dokument, ki ima izvršilno moč. In tle so očitno oni uporabili ta drug dokument, ki sploh ni bilo nobenega soočenja na sodišču. Mi smo šli pogledati na sodišče, kaj sploh je predmet terjatve, in na sodišču v centralnem oddelku v Ljubljani smo dobili ven nič praktično. Tako da bi napisal zahtevek 1000 evrov, zahtevek 1500 evrov, zahtevek, ne vem, še 300 evrov, nobenega člena pogodbe, nobene priloge pogodbe, nobenega datuma, kdaj je to bilo. Tako smo rekli, če gremo na sodišče, da vidimo, kaj se grejo. In ko smo to zahtevali pravočasno, plačali sodno takso, so umaknili zadevo. In toliko, da veste, kako deluje ta centralni oddelek za verodostojno listino v izvršilni zadevi, kakorkoli že, kjerkoli, Okrajno sodišče v Ljubljani. No, to glavnem, to so samostojni sodniški pomočniki, se podpisujejo po te zadeve, s tem, da oni imajo tudi celo poštni predal imajo. Tako da ti sploh ne moreš priti praktično do nobenega uradnika. Poznamo, kdo deluje na poštnih predalih, kako so to delovali. In to vam še kaj povemo. Praktično smo vam vse povedali. Zdaj, zadeva je taka, olajševalne okoliščine so, če imaš kakšnega prijatelja, če si na socialnih transferih, v tem primeru je to bilo, zdaš zahtevek, da ne plačaš sodne takse, to moraš pravočasno v 8 dneh,
Če si na socialni, si upravičen tudi, da brez plačne pravne pomoči, to tudi daš zahtevek, ampak če ti nimaš dosti pravnega znanja in zamudiš ta rok, bi šlo takoj ta zahtevek za izvršbo na tisto sodišče, ki je tebe bližje in oni že izvršijo to zadevo. Tako da tle gre praktično za visoko organizirano kriminalno, mafijsko delovanje, ne, pač teh zadev. Zdaj pa v glavnem to smrdi po takih udbovskih metodah, ko hočejo kakšnega človeka zlomiti na vseh načinih. Vzeli so nam 1 mesec časa, ne 1 teden neprespanih noči, stroškov 400 € bi bilo, če se ne bi znajdel, tako jih je bilo mogoče 150. Skratka, morate se pa tožiti, ne ostane vam druge, stroški so, če se pa tega ne naredi, pa lahko tudi hišo izgubite. Toliko, jaz vam bom tukaj v društvu Belis dal kopijo naše pritožbe, na kakšen način se lahko človek reši, če je na socialni, zato imamo zdaj vzorčen primer. Če pa niste socialni, pa moraš imeti kar denar. Ampak postopek, kako se pritožiti, boste pa imeli vzorec tega dokumenta na društvu Belis, Mihael vam to lahko naprej podelil. Tako da to so naši brezplačni pravni nasveti, pa lepo se imejte, pazite nase. Jaz bi pri tem samo še, čakaj, grem po ustavo. Ja. Ja? Ja. Ja. Torej, pravica do pravnega sredstva, ker ti si nekako povedal, kaj so naredili, koliko v bistvu so zahtevali za sodno takso? 300 €. Dobro, na podlagi česa pa? Na podlagi, ne vem, sodne takse očitno so na podlagi postopka, da pač to ne kazenska zadeva, se morajo oni ukvarjati, zaslužili so. V redu, a zdaj imaš tukaj pravico do povračila škode? 26. člen ustave. 26. člen ustave, tukaj drugi odstavek, oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Namreč, tebi so vzeli pravico do pravnega sredstva, s tem, ki si mogel plačati. Nikoli ne more biti vsebina oziroma denar pred vsebino tožbe. To je omejevanje pravice do sodnega varstva. Kršitev 23. člena, kjer piše, vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in zakonom ustanovljeno sodišče. Sprašujem se, ali je ta del sodišča, ki je odločal pri tem primeru, sploh zakonom ustanovljen. Ker če ti pošljajo položnico za 300-400 €, da moraš plačati na podlagi višine zneska, da se ti pritožiš, ko država gre nate, je to absolutna kršitev pravice do sodnega varstva. Ja, tle so v bistvu napisali, ob vložitvi pritožbe mora biti plačana taksa, če ne sploh ne obravnavajo tega. V redu, pa kdo je bil tožnik? Kdo je začel postopek? Kdo je vlagatelj? Vlagatelj je bila zavarovalnica velika. Zavarovalnica je dala sodišče. Ja. Okay. In zdaj, če si ti kot državljan, zavarovalnica, a je to državna ustanova? Je? A je sodišče državna ustanova? Se pravi, država se izpravlja nate in ti imaš pravico do sodnega varstva. Okay? V tem primeru se ne plača, v tem primeru je to velik prekršek. Namreč, če pa ti kot fizična oseba vložiš tožbo, potem pa ti plačaš, ker ti naročiš, ker ti narediš pogodbo. V tem primeru mora pa zavarovalnica plačati, pa še ne samo stroške, ne samo to, kar ste plačali, ampak še dodatno lahko zaračunaš stroške še vsaj 5-krat toliko. Sodišče bi nas moglo vsaj seznaniti, da imamo možnost povračila stroškov. Se vidi, za katero stran delajo. Potem, ker niso rekli, čakajte malo, poslušajte, ste stroške naredili, kaj se zdaj bavate? Najprej ste dali dokument, da je izterjavo, zdaj ste pomaknili. V katero se vi norca delate? Se pravi, vice, da so zlizani skupaj. Meni je to tako delujejo, srčna hvala za to, bom rekel, informacijo, naredili bomo kopijo, tako da če imate težave, lahko pokličete in pa seveda pazite nase. Tako, pazite nase, imejte se radi. Pravna, takšna, državna. Ja. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, se priporočamo še za mnogo naukov in vsega. Gospod Mihael, hvala za tvoj čas.
Z veseljem. Pazite Čau. na se, živijo. Majte se, čau.